Železniški tiri terjajo svoj davek, če znakov ne upoštevamo. Šoferje pa vse prevečkrat razjezijo tudi nivojski prehodi. To je nemogoče. To so idioti na železnici in tisti, ki to podpirajo, se ne vejo, kakšni stroški nastajajo, če to 100 ali pa 50 vozil čaka in vsak pol ure. Da bi bilo nesreč in čakanja čim manj, Slovenska železna cesta dobiva novo preobleko. Tukaj na tej progi se letno prevozi skoraj 3 milijone ton blaga oziroma skoraj milijon potnikov. Z vlakom največkrat potujejo mladi. Največ šolarje, dijake. Kako je bilo na vlaku? Dobro. Za ene, ki smo se pa prvič peljali, pa tako lepo. Odlično. Ja. Boste se še vozili z vlakom? Ja. A tudi starejši radi sedajo na vlak. Ja, zato, ker lepo gre, kaj je nova železnica. Brez skrbi, če se volite, je drugače. Kljub temu, da rekonstrukcija in prenova železniške proge v Sloveniji že poteka, smo še daleč od evropskih standardov. Ponekod je poprečna hitrost premikanja vlakov 40 km/h, Evropa si pa želi imeti pretočno 160 km/h. Tudi potniki marsikaj še pogrešajo. Zaščitne ograje. Ta glavna povezava je, bolj je problem za obstranske kraje. Če bi se ponovno vlak peljal iz Murske do Kopra, da ne bi trebalo presedati. In še urejena postajališča ter seveda odprava vseh križišč z Andrejevim križem so cilji projekta, a ne glede na vso posodobitev bomo blišč železniškega prometa iz 80. let težko ujeli.